Pozdravljeni! Povedala vam bom pripovedko o zakleti graščakinji. Blizu Medvod stoji slikovit hribček, na katerem je postavljen Smledniški grad. Ime Smlednik izvira iz stare slovenske besede mled, ki pomeni listnat redek gozd. In po vsej verjetnosti je na tem hribčku nekoč res bil takšen gozd. Graščaki, ki so živeli v tem gradu, so bili kruti. Eden izmed teh graščakov je bil zagret kockar. Kockal je dan in noč. Imel pa je takšno srečo, da je vsako igro dobil. Tako da si je na koncu pridobil ogromne zaklade. Izgubil pa je svoje soigralce. Kajti noben graščak ne od blizu ne od daleč ni več želel kockati z njim. Graščak je bil obupan. In zato je neke noči k igri povabil samega hudiča, samega hudobca. Kockala sta celo noč. Žal pa je graščaku takrat sreča obrnila hrbet. Igro za igro je izgubljal. Izgubil je že grad, pa vse svoje zaklade, vse cekine, ampak še vedno ni hotel prekiniti igre. Igral je in igral, dokler na koncu ni zakockal še svoje hčere, prelepe graščakinje. Nazadnje pa je izgubil še samega sebe, svojo dušo je prodal hudiču. Takrat so se nad Smledniškim gradom zgrnili temni oblaki. In kar od nekod se je dvignil strašen vihar. Pravijo, da se je tisto noč bliskalo, grmelo in veter je nenormalno pihal. Naslednje jutro so služabniki zaman iskali svojega gospodarja. No, na koncu so ga le našli v eni izmed grajskih sob. Žal je bil mrtev. Vzel ga je sam vrag. Tudi kraljične od takrat naprej ni videl nihče. Videli so samo kačo, ki se je plazila tam okoli gradu. In vsi so verjeli, da je to prav zagotovo zakleta grajska hči. Okoli Smledniškega gradu pa je svoje ovce pasel tudi mlad pastirček. In nekega dne je ta pastirček srečal kačo. Običajno je imel navado, da se je vsako jutro umil v bistrem studencu, ki je tekel tam pod Smledniškim gradom. Tistega jutra pa se je pozabil umiti. Kača ga je pogledala v oči in mu žalostnim glasom rekla: škoda, da se tudi to jutro nisi umil v studencu. Kajti če bi se, bi rešil mene. Ti pa bi svojo roko lahko potopil v rjuho polno cekinov. Tako pa si zapravil mojo in svojo srečo. Kača se je potem obrnila proč in izginila kdo ve kam. Od takrat naprej je nihče več ni videl. Govori pa se, da verjetno še vedno ždi nekje tam okoli Smledniškega gradu in straži zaklade, povite v 3 velike bele rjuhe. Če boste kdaj hodili tam okoli, bodite pozorni, morda ravno vi najdete skriti zaklad. Če pa že ne tega, se ozrite vsaj dol proti skalam čez rob ruševin, kajti tam lahko ugledate kačo, vklesano v kamenje, ki gleda nekam gor proti Smledniškem gradu. Pa srečno!